Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 87. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril s Polono Pačnik, ona je ilustratorka, ki dela te iberkul šalce z Ivanom Cankarjem pa Francetom Prešernom gor, ki ste jih že kje videli. Naprej začnemo pa še enkrat ful hvala vsem, ki ste že podprli Apparatus in tistim, ki to še boste naredili, to naredite lahko tako, da greste na apparatus.si/podpri. Res vsak evro prav pride in pa gre to za opremo in za vse ostalo. Tako da še enkrat oni, ki ste že dali iber hvala. Nič, evo, zdaj pa Polona. Ja. No to bom postil noter. Moje prvo vprašanje je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Polona Pačnik, ilustratorka po profesiji, po poklicu, rišem večino dni. Pa eno tako blagovno znamko imam s porcelanom in potem rišem stvari na šalčke, tako nekako. A pa to, kar rečeš, da si po izobrazbi, to pomeni pa alu in vse, si šla čez vse? Ja, nisem delala našega aluja, jaz sem imela srečo, da sem študirala samo v Parizu, ampak v bistvu modno ilustracijo. Aha, ok. Ja. A pa v Parizu? To se meni sliši full big deal, to je full big deal, ali ne? Ne vem, se veš, takrat, ko priješ, se ti zdi fenomenalen jazz, pa ko vidiš sistemi, pa tam tako, šola pač. Šola pač, ne. Ne, pa je ta film, to v bistvu skoraj vprašal, da je pol tako, pač si sam bila na neki šoli, pa v Pariz malo stran pade, ali? Jaz imam feeling, da te alujevci iz Ljubljanske akademije pridejo z hujšo samozavestjo, pa bolj nabildani tako samozavestno, kot smo mi prišli. Iz Pariza. Ja, mi smo prišli tako, kot itak si zdaj še en pezdontaček. Ja, tam je zig feeling tega, da je vse večji, ne? Po moje, ja, pa taki nekje, veš, tisti, ki so zunaj, so tako hudi, da ti v šoli se res počutiš. Mašala bajzerja, ne? Pač. Ja, šanček, a veš, ko sem čist na začetku in tudi skozi ti malo dajo tako vedeti, da naš mislu, da si kaj. Ampak okej, čak, modne, to pa znaš v ne obleke risati, ki jih mene nos, to je to. Znaš kaj sem? Ja, vem, kaj ali kako, a to je pač šola? Jaz sem šla kao modo študirati, ne? Potem so v prvem letniku ugotovili, da ne znam šivati in da nikoli ne bom znala šivati in da ne znam krojiti in da nimam 3D in so rekli, bi bilo pa ampak zelo lepo, pa riše, vi ste, fajn riše. In sem je potem pač tako, a veš, to je bilo tam pri njih, je bilo to tudi malo tako degradirano, ja, ona je šla pa na ilustracijo. A to je manj vredno, ali kaj? But of course. Zakaj? Ja, zato je tako, veš, v svetu mode je tako, ne, tisti, ki so ta hudi džeki, ne, kreirajo, ne, pa imajo pa zraveš kukar enega DTP-jevca, ki pa obreke riše, ne. Aha, ok. A veš, to pač je veščina. Vem, sem jaz sklepam, da ne vem, zdaj bom rekel Tommy Hilfiger, ker je pa razstrašnil. Ok, kaj ti ne glava. Ja, ker to sem zdaj blameral, ampak sklepam, da on ne šiva sam, ne, na eni točki. Ne, ampak, ja, mislim, po moje Tommy Hilfiger ničesar od cot ne dela več sam razen tega, da najame ljudi, ali kaj. To je mogoče res, ja. Ampak, ok, kaža, ampak šla si pa kaj dejansko z namenom to, da bi šivala in... Ja, valjda šla sem. Ali je bilo to samo moda? Ne, Coco Chanel bom, Coco Chanel, ne. In potem, ko si odkril to, da to tudi kaj ne bo tako, ja, kaj pa zdaj, pa dobro, risati pa znam, ne. A pa si znala zmeram risati? Ker sem to eno teorijo, ki je po moje bullshit, ne, ampak pač nek ta folk v osnovni šoli, ki ti dajo, jaz sem zmeril zgodbo, ker imam kolega, ki je brutalno znala risati. Ja? Že v osnovni šoli so nam neke bobre za risati, ne. Ja? In meni zelo bobra narisati, ne. Pa je pa ta človek, zmerno se mi zdi, da je eden v razredu, ki pa zna tega bobra narisati, ne. A to si bila ti ali je to pol prišlo? Veš kaj, ne vem. Jo, jaz sem bila to bedasta, ker sem risala sam punčke s kroncami, bobri, moje čisto vrataža. Ampak tako, a so bile to punčke ali bo to stick figure s krono? Ne, bile so zelo lepe punčke, z izdelanimi volančki od spodaj in elegantnimi čeveljci. A pa ti to znaš razložiti, od česa to pride? Da eni to znajo, pa eni ne. Pa kaj, po mojem, mislim, da je to tako, kot pri vsaki stvari. Ti si bil visok, pa si šel igrati košarko zaradi tega, ker si bil višji do koša, pa verjetno imaš več koordinacije, kot jaz. Ne, koordinacije. Pa si ugotovil, da če 10krat vržeš enkrat koš za dan, še veš, jaz sem ugotovila, da me žoga teži, ne, pa da je svinčnik lažji, a veš, pa smo pa oba vsak svoje vadla, ne. Ja, ok, ampak veš, vem, ampak se mi zdi, meni je zmerno ta risanje bil tok magic. Zaradi tega, ker jaz ne vem, kaj bi lahko jaz z vadbo dosedel.
Zdaj, se mi zdi, da gre basket vzeti, ker je čisto lepo. No, dela basket. Ne, ampak tako, se mi zdi, da eden, ki tudi nima nobenega talenta za basket, ga lahko spravaš na višji nivo, kot enega, ki nima talenta za risanje. Recimo, jaz bi se lahko z leti treninga naučila, da bi žogo odbila trikrat. Ja, lahko bi šla nekam, lahko bi šla neko rekreacijo igrati, razumeš? Ne. To zdaj sebe? Ne. Zato posploša. Ne. Jaz mislim, da so talenti tako malo porazdeljeni. Veš, verjetno ga imaš malo za pet, malo za šport, malo več za, za kvačkanje, ne? Ampak enih res nimaš. Ne? In zdaj recimo meni, da res ne bi pomagali, če bi vsak dan vadila košarko. Mislim, valjda ne bi bila več tak šlabajzer, mogoče bi celo koš zadela. Ampak, veš, nekaj vrag, da če bi ti vsak dan narisal, da bi na koncu narisal tacga bobra, da bi mami rekla, lep bober. Brutalen bober, to je dejstvo. Luškan z vrkci. Kaj pa bolj pomeni ta vaja? Ker to pač ni bilo glih formalno, ker likovno vzgojo osnovni šoli je 1 ura ali 2 ure, da biš na teden. Kaj pa to bolj pomeni, ker zblat pač v osnovni pa srednji? Pa ne vem, takrat to pač se veš, takrat eni za prosti čas ste šli košarko špila. Ja, ti si risala. Jaz sem lepo doma, pa sem princeske risala. Na kaj? Na papir. Se to, to bo, veš, jaz se vem, da to je tako glupo vprašanje, jaz se zmeram te stvari pogovarjam, to še pride vam močno. Ne, ampak nekaj me tako zanima, a je pač klasika papir pa svinčnik, pa pol najdeš vse ostalo? Ali si hotela tako akvarele delati, ne vem kaj. A veš, jaz sem otrok teh let, ker ne vem, ker smo imeli tako samo ne aerovodenke, ker so bile tako dragocene, da si jih lahko imel samo za likovni pouk. Ja. In za doma si potem, veš, ker si bil res priden, dobil Jolly barvice. In to je bilo to. Ja. Tako da potem vse te ostale stvari, ne vem, jaz še danes ne znam akvarela narediti, koliko se šika. Veš, se vidiš, da skozi vse z eno barvico viš. Ta črno-bela, če si videla Apparatus sajt, ne veš, da je to meni všeč. Kaj si pa, prej sem rekla tako te pač princeske pa to, ampak a si kaj rajš risala že na začetku? Pa pusti, da je ker si že šola. Si kakšne stvari raj risala? Sigurno, valjda ljudi pa obraze. A veš, da je to, ne vem, te ostale stvari risati, hiše pa avtomobile v premikanju. Mislim, še zmer mi je recimo huda muka, če bi mi rekel, da je plis tale mikrofon pa notranjost mikrofona, kako se to razdre pa tehnično. To bi mi bil hud švic in veliko nezadovoljstvo. Najbolj luštno mi je tam risati nekje, veš, ko so neke emocije, pa kaj tako lahko nekaj poveš pa s tem. Ja, da je malo. No, ampak to se mi zdi ta glavna ločnica pri folku, ki riše, ker na eni točki pa si kar nekaj si arhitekt ali pa strojni tehnik, se mi zdi, že ti unosede. Kateri ljudje tudi znajo risati, jaz sem to zmerno bil malo šokiran, jaz sem mislil, da te imaš pač ravnilo pa kom pa najuriš, v folk dejansko zna risati, kar je, mislim, saj tako izkušnja. Še 3D mi je jasno, da veš, čisto čudež. Ja, se zaradi tega, ampak zakaj pa obraze? Na obrazom največ izražaš, to je tako kot obraz, pa kretne je tudi lušta narisati, veš, vse te rokce. Veš, roke recimo, danes fura, da rišem roke zaradi tega, ker na faksu, veš, večino časa skiciraš svoje roke, Ker ne dobiš, da veliko ljudi, veš, kaj ti pozirali in potem svojo roko rišeš in potem znaš vse možne geste, veš, načne narisati. Pa poze potem, to je luštam pa, kad ti take stvari začneš se učiti. Potem vas še tako vprašal, kaj si pa gledala takrat, kar se animacije tiče? Kaj ti je moglo biti nekaj vse? Of course, mislim. Kaj mi je pa to naredil, to je bilo čisto crazy. Mislim, da unga Jimmyja Hewletta, da sem jaz to pregledala od leve do desne, pa 100-krat nazaj in naprej. Po mojem imam še tle kakšno tako čisto razdrapano. A pa si tako prav dejansko, a si na eni točki začela gledati tudi zaradi animacije, ali sem ti plati sam risanke vleko? Da si ne, ker spol videla, da če si doma princeske risala, na eni točki si zaradi animacije tudi začela gledati, sklepom. To je bil strip v resnici, tale moja strip, ampak si valjda poznaš, Zdaj ne vem, zaradi animacije. Ja, pa lej. Znaš, koliko folka hoče biti režiserka, ker naenkrat začnejo sam še kamero gledati pa kadre. Ne, valjda, da ne, jaz strip berem zaradi užitka in risam, ko gledam za tega, ker mi je luštan, če se me pa kaj, če mi pa kaj ustane, pa toliko boljš. Ja, valjda. Nisem dober študent. Da bi dekonstruirala. Ne. Pa poleg tega, smeš kakšne take, pa iz unih cajtov. To je prav iz unih cajtov. Se to mislim. Srednja šola, faks, konc srednje šole.
Ja, pa ne vem, pa te klasike. Mislim, to stripi, to mi je res fino, ne? Tudi, veš, vse te Alan Fordi, pa Lucky Luke, pa to je bilo pač fajn. Se še Asterix, to je bilo tako dobro. Ja, ampak kaj pa ta zahodna tradicija, ta sploh, mislim, ok, zahodna, ne rekel ameriška, ne? Ja. A veš teh A ti manjkajo komikov? to? Ja. Ne, veš, to me pa še danes ne dotakne. Mislim, blazno mi je bilo všeč Modesty Blaze, veš, a si jo Ja. spomniš iz pionirske. Ne, Ja. ni bilo v Mikijevem Ne, jaz- politikovem zabavniku. Jaz vem, kaj je Modesty Blaze, nisem vedel, da je sploh bilo v Sloveniji, da je tako. Si še zmenila, ne? To je, jaz sem 83 let, ne vem, kaj je O, to Bog. pomeni. A ne? Dobro, v redu. Kjer letnik si, ne, v glavnem. Sena. Ampak, ne, jaz vem, kaj ima, ampak tako, veš, kaj a te Marvel, pa DC, a to te pa, pač, ne. Ne, mislim, dobro, ok, Sin City itak, ne, Ja. ampak res kasneje, mislim, po filmu sem jaz to pogruntala šele. Aha, sem Res iz te pozno, strani ne? prišla, Ja. aha, ok. Nekaj, to sem, ne, pa mene, jaz Marvel pa DC toliko poznam, ne, Ja. da vem, da je tam tudi pač dosti čist, pač Hollywooda se je tam zgodil, ne, ker sem štancejo, zelo štancejo, pa so pa ti neke manjše zadeve, ne, do katerih, ki se dokoplješ, imajo pa tudi oni, veš, svoje Alane Forde, pa tako sam, To mi moraš kaj povedati. živ Bog ne ve, ne. Ne poznam. Ne, se ti pravim, bolje do nas pride, pa tako, kot se rekla, ali Sin City, teh par dobrih, ki čez pride, ali pa Watchmeni, ki je bil film, je pa ful enega folka Vsem meni je Watchmeni. bilo super, vedeti, sem dobro to angliška, ne, to ni. Ja. Ne. Aha, Ampak ti si v bistvu več poznaš teh stripov ameriških, kaj jaz. Pa se ne več, jaz sem sam tako na eni točki sem začel, to je pač ta internet, ki je začel malo temu folku slediti. Veš, se Franka Millerja, mislim, kdo je pa prej vedel, da ta človek uskleje, mislim, veš, Ja. razen onih 6 modelov, ki so v konzorcih hodili, ne. A veš, res ni dosti več ljudi vedel, pa z netom se pa to zgodi, ne, a veš. To je meni dosti logično, da priješ do Sin Cityja prek filmov, ne. A veš. Ja, ok. Mislim, tako. Ne, meni se je zelo malo žaljivo, da tega nisem poznala. Vsakič, kadar najdeš nekaj tajnega res zelo kultnega, tako kot tvoj aparat, se ti zdi žaljivo, da tega nisi poznala. Se ti pravim, na internetu je možno vse faliti. Veš, to je ta laž, to je velika laž interneta, ne. Ker sicer se da vse tudi najde takoj, ne, ampak je falice, da tudi vse ostalo. Ne. Ampak, veš, kaj sem te hodil še vprašal? Pa to, če gledaš pa z animacijo, pa pol, kar rišeš, pa ta slog, ne, človek, ki ima svoj slog. Kako je pri tebi to poteka? A se to kar naenkrat zgodi, da pa rečeš, to sem pa jaz, ne? Ali delaš na tem? Aha, če prav, a je to premišljeno ali se ti zgodi po naključju? Ja, gre klereče. Po mojem ne more biti drugače, kot da se ti zgodi. Mislim, po mojem, če bi bilo do tega premišljeno, ne, bi šlo ful hitreje. A ja, okay. A pa bi prekončala na isti točki? Ali? Ne vem, a veš zaradi tega, ker ti ponovadi tvoj stil se ti naredi iz tega, ker ti gnutaš, kjer stvari so ti všeč, ne? Ja. A veš, meni so pač všeč stripi, pa všeč mi je etnografija, pa všeč so mi slikari 19. stoletja, ne? In se mi zdi, da tako jaz to, kad to pogledam, pa kaj zdaj meni se, da se to na kilometr vidi, a veš. Ne vem, kjeri so moji najljubši ilustratorji, jaz jih vidim, ne. Edward Gorey, a veš, meni tle ven na polno tolče, ne. In po moje je to tako, a veš, tiste stvari, ki so ti všeč, ti itak tega največ gledaš in potem to daš noter. Zdaj, če bi se pa odločil, a veš, jebela, jaz bi imela pa en slog, ki je zdaj zelo modern, recimo, ne vem, Skandinavija, 50 leta, to bi se mogla pa prav priučiti, pa sploh ne vem, če bi mi to trgala. A veš, fulažje, če delaš tisto, kar res itak tudi sicer bi. Ja, ok. Ampak kaj pa je, kaj se pa takrat zgodi, če bi mogla nekaj narediti, veš, čisto v drugem slogu, ne? Čisto grozno bi bilo. A je muka, mislim, ali bi ti bilo tako, nekaj novega bom probala, ali bi bilo, o moj bog, kaj dela? Ja, o moj bog, zdaj sem pa tega fulučila. Ne, mislim, bilo bi recimo kul, če bi mi dali zelo veliko časa za to. Ja. A veš, da bi se lahko naučila nek nov slog, a veš, ali pa ne vem, da bi mi dali neko čisto smotano novo tehniko, a veš, ne vem, da nekaj naredi v kolažu. Da bi bilo malo tisto, fajn, sam ne jutr, prosim, a veš, ne mi nekdo, a veš, da daje en mesec sajta, da jaz to malo vadim, pa probavam, pa... Ja, da je pač, da potem, ko dam to stran, a veš, da je to verodostojno, ne, da ni nekaj tako, to pa moja hči naredila, pa sva luštan, sva nekaj rezali. Ta je lepa, ja. Ne, to se mi zdi, ali to je, te slogi so, jaz sem včasih mislil, da je to dosti pač tako, ker znaš risati, ne, pa veš, da pač temu res ni tako, ne. Mislim pa, ampak, gled to, ti, ki imaš svojega, ne, pač, ko imaš, ti pač nekaj ve, da se odplone se ve, ne, načeloma, ne. A ja, tako ful, jaz upam. Ok.
Kako pa to vidiš, bom pa nam rekel tako za vrstnike, ampak sam ta folk zdaj ustvarja. A se da kle slediti nekim trendom? Kako pa ne meni se, da vsi tako drugače delajo? Veš, kaj mislim, kot ti reče, slikar je 19. stoletja, ne? Pač to nekaj pomeni, ne? A to zdaj, da bi gledal pa od 2010 do 2005? To smo pa tako nekaj težkega vprašali. Pa ne težkega, ampak ne, veš, kaj ti hočem, ne, pa si že tako očist, kar se tvojih vrstnikov tiče, ker ti gledaš, kaj ostali delajo, a vidiš neko skupno špuro, saj tako, ker ste v isti cajt in prostor umeščeni, ali je to zgleda, mogoče še najbolj tisto, kar bi rekel, da 20. stoletje je to, da stvari niso več eksaktne, ne? A veš, se pravi, da ne rabiš nobene stvari točno naravnost narisati, ampak da je tako malo anything goes. Ja. A veš, se pravi, da lahko, da ni več strogo določeno. Veš, prej se mi zdi, da je bilo tako, so risali fantazijo, ne? Ali pa so risali točno, a veš, da se mi pa zdi, da je lahko malo tega, pa pa zraven vržeš kar še en srček, iz katerega malo plamenčki so, a veš, zraven je pa malo tehnične risbe, pa je to vse kar čist ok. Zgava mi še, da je tako, da je bolj hipijada. Ne vem, sploh niti ne vem, če je to hipijada. Jaz mislim, da je mogoče malo bolj sproščeno vse skupaj. No, vse. Okay. To sem mislil, realno gledam. Ja, ne vem, pojma nimam, ne bi si znala razložiti. Tako veš, kaj mene zmeram, veš, kako v muski zmeram, pol vsi najdejo neke, to je bil pa ta obdobje. Se mi zdi, da tako pri teh, pri ilustraciji, pa zdaj, kaj se lahko že malo interneta dotaknemo, se mi zdi, da takih indie ljudi, ne, ki riše, ne, ima zdaj tako veliko večjo šanso saj nekaj pokazati, ne. To je pa res. A veš, kaj jaz na DeviantArtu sem včasih čist preveč, ne. Kaj pač iščem wallpaperje, realno gledam. Razumljivo. To je razumno preživljanje prostega časa. Ampak je pa še spet tako, ne, da se pa tudi marsikoga faliti, ne. A veš, to je pa tudi res, ki jih je tok, ne. Ki jih je tok, Mislim, vse meni, da bi razen, kako te tam sploh kdo najde ali pa vidi. Ja, brez da bi brez da bi šel na nekoga prav pogledati. Kako se pa ti s tem spopadaš, načeloma? Ne vem, se ne, v resnici, a veš, jaz sem tacega letnika se rodila, da ta splet nekako je šel, a veš, tako dosti mi mene. Mislim, jaz obvladam take osnovne stvari, ampak recimo, ne vem, moja še spletne trgovine nimam poštene, še internetne strani nimam, tako malo mi narodem, kar se tega tiče. Kaj pač... A veš, nekako se mi zdi, da spletno nisem prisotna. A veš, ali kaj? Ja ne, vse to je velik, vse, ok. A veš, da ne znam tega, veš, kako poslušam teta mladek, ne? A veš, kako oni to handlajo, se mi zdi, da smo tako worlds apart. Da je, se tu čuti ta prepad pač, načeloma. A veš, pa že tako se mi zdi, veš, pa da med mojimi frendicami, da sem advanced user za tega, ker znam, ne vem, v Facebooku si settinge poštimati. Ja. O tem jaz fulano govorim, drugač, ker to je posod zdaj. Ne res, pa se to vem, da je tako. Pa v bistvu leta 2014 bi to mogla biti že tako prežvečena tema, pa v bistvu ni, ne. Ker se mi, ampak, ok, kako pa pol, tako, zdaj v teh zadnjih, kaj bomo rekli, 7-8 letih, ne, ki je net res ratov, tako je šel res med ljudi, ne. Kako si pa ti to videla, pa ne puzdaj, kako si ti uporabljala, ampak te DeviantArte pa to. A veš, koliko si to vsaj spremljala, ali nisi nič, ali spol najdla? DeviantArt sem najdla ful pozno, sem najdla recimo 3 leta nazaj. Aha, ok. A veš, jaz sem bila prvi moj stik, je bil to neki z blogi, a veš, pa je bilo to my god. Te blogi, pri nas pa sploh. To je cel svet. So exciting. Ampak res nisem ta prav človek za pogovarjanje o tem, ker se mi zdi, da se bom za vsako srce. Ne, pa se ne, mene bolj tako zanima, veš, kaj ti, ok, lej, ti rišeš, se pogreva lahko na čisto zdaj, ker so vakuumi v igri, veš, kaj prej vakuma ni bilo, ne. Ja, ne vem, kako so prej brez vakuma, oziroma ful težko je bilo. Ja, se zaveš, zaradi tega se mi zdi, ta nek prehod je bil tako zelo, da preopraša se je začel pač papir pa svinčnik, ne. Ali ker valjda se je, ne. Valjda se je. A veš, ampak ok, kako je pa pol vakum v igro prišel? Pa vakum zdaj, kaj moramo reči, to so tablice za risati. Grafična tablica. Grafična tablica. Gremo reči grafična tablica. Grafična tablica. Ja, točno to. Moja prva grafična tablica. Ne, kakšen ti je bil pa ta prehod, da veš, kaj enkrat... Pa tako, nisem izdel genialno. Jaz sem mislila, kako bo to, veš, da dobila ta prvo tablico in tako bo potem tablica pa računalnik, a ne, bo starisala na mene, da sem to mislila. In na začetku sem jo res bolj uporabljala tako zelo slabo, mislim, da šele potem, ker sem s ta mladimi, govorila, veš, da so mi oni malo pokazali, kako se stvari dela, veš, da mi je ratelj to malo bližji pa malo lažji.
Se pravi, da jo uporabljam zdaj le 4 leta, tako da bi rekla, da res gor rišem. Prej pa sem gor vadila. Mislim, fucajta sem rabila, no, da sem prišla do tega, a veš, da mi je isto risati tle, kot na papir. A pa ti je? Mislim, zdaj ne razmišljaš več pač. Ne, mislim, a veš, le skicirko, jaz ne bi na iPad skicirala. Meni je luštno skicirko sabo nositi, a veš, pa luštno mi je svinčnike kupovati. Analogno mi je fino, a veš, pa tako pa papir, pa to, kad diši, pa to je super. Ampak tako, a veš, tako za neki profi risati si pa fulno predstavljala, zakaj brisala najprej na papir, pa potem to skenirala, pa potem dajala gor, pa obdelovala, ki itak na koncu mora res levan past, ne. Ja, mora itak, če na neki točki je na kompu, ja, pač, okej. Ne, ampak tako, da pač ne razmišljaš, to se meni zdi, to mora biti pa res tako, sam vaja, ne, da na eni točki ne vidiš več. Až meni že to, kar rišeš, kar gledaš na monitor, ne, rišeš pa dol, ne, se mi zdi že magic, to mi je že magic, tako. Ki sem probal parkrat to. A veš, kaj bom res odrasla Mila Sintika. Kaj pa je to? A veš, to je pa tiskaj pa tako. A ja, kar gor, in potem se tako lepo dol in ti gor rišeš direkt gor. To je pa res kaj v Photoshopu, ali kaj, mislim, ali čem imaš. Veš, da ne vem, po mojem, vse programe imaš gor. A ja, tako ni važno, pač sam input je. Ne, tu sem bila zaslon, ne? A veš, kaj ima 100% prenos, a veš in 100%... Pa nič lega, ali kaj, a si že provala to, nič ni zamika, tako, nič. To je weird že, ja. To imam Matej in je to res hudo. Je pa tudi res drago. Ja, verjamem. Ja. No, tako da ti zbijam, ampak ne vem, mislim, da ne rabim to knuno. Kako se pa naprej prijava, pa itak na eni točki so v šalicah pogovarjali, ampak karkoli rišeš, kako začneš? Kje začneš? Ja, karkoli rišeš, valjda najprej greš v neko raziskavo, meni je to ta boljši del. A res, ok? Ja, pa se veš, da je to ta najbolj luštan od vsega, je to iskati reference za nazaj. Yeah. Pa kako se to navezuje, pa odkje to je, pa to. To je prvi del, to je ta najboljši. Pa od tam, ne, pa začneš gruntati, veš, kako bi to skup neki sestavil, pa ponavadi, veš, meni je fino kombinirati te stvari, ki so logične iz nekje podane, ne vem, s kakšnimi stvarmi, ki niso logične, pa ponavadi pride kaj finga ven, ne. A kaj to pomeni, ki so logične, pa niso logične? Ki so logične, recimo, ne vem, logično je, ne vem, če imam za narisati neko slikanico, je verjetno logično, da rišeš otročke gor, ne? Nelogično je pa potem, ne vem, da imajo ti otroci brke, pa da potem to na koncu zgleda neumen. A veš, da nekaj tacga, ne tako neki. No, ne, pa to, kar si rekla, da ne zgleda neumen. Kaj to pomeni zate? To pa presežem, to sem si pa napisal. Pa ne, da neumen, ampak ta vprašanje sem imel. Ne, zato ker, veš kaj je fora, ne, to je pa, jaz mislim, da je pri pisanju isto, pa klejam, jaz pač imam rahlo malo več, ali pa pri podcasti, tako, ki snemaš, ne. Veš, je neka meja, ne, ki jo lahko prestopi, ki je rata res weird, ne. In zdaj... Čakaj, weird ali brez veze? Ne, brez veze. Jaz mislim tako, ne tako. Stvari pijejo vodo, če so vse reference poštimane. Okay. Se pravi, če jaz poskušam, recimo, če bi jaz hotela narisati Darth Vaderja, in ga ne bi hotela risati kot Darth Vaderja, ampak da bi jaz izhajala recimo iz samurajev pa iz muh, pa kakorkoli bi bilo to butast, a veš, pa da bi naredila iz tega neko svojo stvar, tudi če mu na koncu pa narišem kronco gor kakao, to stoji zaradi tega, ker so reference vse ta prave. Okay. Se pravi, šel si tok nazaj, da si pogledal, iz česa so bile stvari sestavljene, ne? A veš, če ga pa jaz samo prerišem, tazga kakršen je, pa mu narišem potem kronco gor, ne vem, ali pa ne vem, kaj imajo očetje, ne vem, flašo piva v roki, pa veš, nek stereotipen znak za očetje, pa to butas zaradi tega, ker je pač butas. Ja, kaj sam sestav, mislim, tako. Kaj sam, a veš, kaj samo vizuala zaradi vizuale, ker nima v zadnji, ne vemo, odkje si prišel fant, ne? Ali kaj, tako. Ja. Ok, fair enough, ja. To je pa full exaten $1 na to vprašanje. Ki si pa Darth Vader, ali najdla? A si fenica? Itak. A ja? Ne, veš kaj, tok sem si ga želela dati na šalco. To je bilo vrhunsko. Da nekaj, ker Darth Vaderja ne morem dati gor, ker sem šel Disneya, veš, kaj bi naredil. In zdaj zdaj poskušam pogovarjati se z ljudmi, ki je zdaj tista meja, da to ni več Darth Vader, ampak da bo to moj Dark Father, ne? Aha, ok. A veš, se pravi, ki je zdaj to, a ga je pa sploh smiselno delati, če je to drugačen, a veš, koliko je zdaj to fair, da jaz njim kradem, ali zdaj zaradi tega, ker on moj kulten lik je to že fair, a veš? Ja, štekam, ja.
Kje si pa Star Wars najdla? Nisem otrok, veš. To razumem. Ne, škaj, ker to je... Veš, to je v tistih letih bilo ven, ko sem bila jaz majhna. Fair enough, ampak ne, to sem moral pogovarjati. Ne, to film nisem moral, ne, pač Star Wars je pa sploh. A priznavaš to novo trilogijo ali ne, kot nekaj legitimnega? Valjda da ne, to je edini pravi odgovor. Ne, meni je grozno, ker imaš pač zdaj te ljudi, pač rekel ljudi, ampak te otroci, ki so samo to videli, ne, in jim je to, ne. Ja, ti imaš folk, ki jim je Phantom Menace cool film. Ampak so to takrat so bili otroci, šli so gledati nek blockbuster in Jar Jar Binks ni najslabša stvar ever. No, točno to, ampak ti ljudje obstajajo. Ne, jaz mislim, da ni res. Jaz mislim, da ti otroci, ko so bili tako stari, da so gledali tega Jar Jar Binksa, pa so gledali to Phantom Menace, pa so rekli, se je čisto cool, ampak so pozabili zaradi tega, ker so fani Harryja Potterja. To je moče res. A veš, njim bo Harry Potter naš Star Wars ali pa, a veš. Ok. Čak, pa ki si postal Star Trek, pa ne? Ja, ne, Star Trek ne. Okay. Galaktika, ja. Kje je ta stara? Ta stara, ja, veš, kako je lepa polo. God, ti se pa. Veš, kaj pola, jaz sem za to staro, jaz sem full Star Trek fan, drugače, res, tako, skoraj bolj kot Star Wars. Ampak jaz sem pa staro galaktiko, sem vedel, da obstaja, ampak jo takrat se res ni dal videti, tako 90-ih jo ti nisi mogel videti. Tudi, ko smo imeli te Sky-One, pa to, se jo dejansko, nisi jo dal tako, da bi jo lahko konsistentno gledal, veš, kaj videl si kakšen izsek, pa kdaj skaj ujel, ne. Pa je pa ta nova prišla, ki meni super drugače, ne, ta nova galaktika, in potem sem šel pa gledat, ne, veliko, zdaj bom pa jaz pogledal, iz kje je to prišlo, ne. Aj grozen, aj žalosten, a mi ne, res. Tako, jaz to ti govori človek, ki je pred pol leta še enkrat pogledal cel The Original Series od Star Treka, še enkrat. Sem ga mirno pogledal, tudi ta tretjo sezono, ki je res slaba. Tako, res, ampak ti ubere Star Galactica, če recimo, pri Star Treku niso imeli denarja, kar se budžeta tiče. Pa pri Galaktiki so ga imeli? Ne, glih to. Tega pa res niso. Tiste pa res tako, ne, nisem mogel gledati. Se spomnim, da je bil Apollo tako lep, pa unta drug, kaj že bil Starbuck, on je bil pa tako cool. Sej, to verjamem, takrat... Kad vine tu pa Old Shatterhand sta bila, no. En tak črn pa plemenit, drug pa neustrašen, veš, pa ful pogumen. Ne, pa vse galaktika, moj bog, nisem jaz, sem dosti temu pogovarjal. Ne, ok, pa sem še eno stvar, kar se Star Warsov tiče, ne. Ker tam, zdaj mogoče to štekam malo bolj. To, kar so takrat zrisali, veš, ker tam se je pa res risali, jaz sem tudi to ali te dokumentarci. Koliko ti je pa čisto kot, pa ne nam rekel referenca, ampak tako, veš, ker v filmu je to še zmeraj posnet, pa tam je bilo res malo tega, ampak tako, te skice, vsaj tisto, kar sem jaz videl, je pa tako res epsko narejen. A ti si ti kdaj videla že takrat, ali to vse pol? Sploh nobenih skic nisem videla od tega. Ne, spet ti ful več sem videl neke zadeve, ki imeli X-Wingere, tako ko so jih risali naprej, je bil X-Wing. Ja, imaš ko, veš, vidiš, kaj je model s Svinčnikom neki dela, je nekaj malo weird. Videti te stvari sploh. Non-stop imaš v glavi ta film, veš ti to. Da je to, kar samo vam pade. Ja, da je to bo X, da je gor dva laserja, veš. Rečemo na to forum. Ne, edino stvar, ker sem imela potem enkrat sem kupila neko bukvo od teh Star Wars figurah, zaradi tega, ker bi bilo čisto hodo, kako so bili zloženi, veš, iz kje so vse reference pobirali. Iz kje pa? Mislim, kaj to pomeni? To sem kupila mojim otrokom, kaj je prišel Phantom Menace, tako da zdaj lahko začnem zaviraš. Ampak veš, tam so bile, da mi dale obleke, ne? Ok. Veš, kaj ne teleportmo pa pri nas doma velja za, veš, med deco, one prvo junakinja, zaradi Leona. Leon pa to, ok. Ja. In ti se bilo tako, je bilo valjda zelo velike etnografije, ne, pa se stavljam potem na kapa, veš, in je res hodil, pa potem tudi, kaj gledaš, veš, etno meni tudi zelo blisa, veš, pa ti stari kostimi, tako da... Dobar, pa ja mi dala je direkt to, ne, realno gledam, ne. Veš, pa res dobro to naredijo, ne. Ja, to pa LucasArts, oziroma zdaj Disney. Ne, mislim, a veš, tako si predstavljaš, da oni imajo zadnje time in time, ki delajo researche za tega, da to tako res genialno skrb sestavlja. Škoda, ka film je dober. Ja, daj, ne moš me tu vsega. Ja, moš me tu vsega, ne. Ok, no dej, pa greva se zdaj sa teh šalc malo že dotakniti. Kako so pa šalce nastale?
Se vem, da to te je že vsak vprašal. Ne, si bom povedala, si bil ful z veseljem, ne moreš si misliti, tako so, lej, to s šalicami je meni top. Ja, verjamem. Res mi je top, ful sem vam fino, ful nekaj. Pač ilustracija nekako ni šla, ne? Ja, veš, ta neka dolga sušna recesija in sem jaz potem takrat začela gruntati, da bi začela neke produkte delati. In sva z neko frendico se menili, kako bova zdaj mi dve delali neke kuhinjske krpe in sva še celo jih naredila nekih 100 kosov in to ful srečom prodajala in pa sva šle enkrat v Ikeo, ali lahko rečem Ikeo? Ja, lahko mu kle, lahko rečeš. V Ikeo. V Ikeo sva šli, v Celovec. In tam med unimi belimi šalcimi se meni tako, ampak tle se v res ne zdaj, sem veš, tako me je začel po prstih malo tako peklit, pa žgečkat po špičkah in je bilo tisto, dobro, jaz po teh šalcah moram risati. Ne? In sem potem nabavila tam nekih 30 šalc. Čakaj, to so prav te, mislim, ta končna verzija? To je bilo tiste, lej, tam na desnih imaš siguranco še kakšne, ki so iz Ikea modelov porisane. Okay. Ne? Da sem jih tam kupovala in na roke risala doma in potem sem ugotovila, da zdaj ta na roke narisana doma je lahko sem suvenir, ne? Veš, kaj moraš fajn podrgati in da moram to nekaj profesionalizirati. Ampak kaj to pomeni? Zato, ker te tiski, ne? Ja. A veš, so zelo tako, ne? Koliko si pa kle researcha delala? Tisk je zdaj top, zaradi tega, ker sem se takrat, veš, nekako, tako imela sem res pogumen trenutek, veš, ker sem iskala nekoga, ki bi mi to delal, sem rekla, šla bom fakt od ta najboljših. Ja. Ne? In potem, ko sem prišla tja, in ko so oni rekli, ja, normalno ti mi to naredimo, je bilo malo tako, a ja, a res? A kar boste? Ja, ti sem plači, ok. Ne, tako, a veš, ti sprej, ko sem pa na roko risala, ti si bilo pa zelo prikupno, sam nekakšnega smisla ni na roko na šalce risati, pa je boljš na roke risati na papir. Papir si vsaj daš na steno, pa okvir, pa fajn zgledaš, šalco imaš pa v vitrini, a veš, pa je res tisko, dej. Dost pointless je sploh. Ja, res je. Mislim, ne moreš uporabljati, jaz sem tu fan tega, da če že jede nekaj zelo. Mislim, kaj, sicer preholovček. Ja, točno to. Okay, ampak tako, kaj, in pol, od kje so pol Prešerni pa Cankarji leteli? Ja, Ivan je padel ta prv, zaradi tega, ker sem ne vem, a veš, Vrhnika je tam zraven in Cankar, ne vem, midva z možem sva tako precej fena Cankarja, veš, takrat, kada gremo na kakšne res tople počitnice, veš, tam, kad veš, da ne bo jebe, tam bereš Cankarja, ne? Ker se ga samo tam da. A res je. Okay. No, tako da, ja, Cankar mi je bil vedno kul, pa tudi tako, veš, nekako markantanje, ne, tako ful je čeden, te brkci. Sej mislim, da te vsi naši so taki, da karikature hitro dosti. A so to karikature? To sem ne tudi hotel vprašati. Kaj tako ti temu rečeš? Ja, pa nič temu ne rečem. Jaz tako pravim, da jaz pa nisem Ivana Cankarja narisala, da to je moja interpretacija Ivana. A veš, zdaj niti ni nujno, da je to Cankarja, zaradi tega, ker, veš, Zabrit sigurno ni bil. Jaz sem ga narisala Zabrit, ker sem mi zdaj tako bolj kul, ne? Ja, valjda. A veš, od Francen ni imel take čedne brade, ker sem mu jaz narisala, ker je bil revaš, je bil čist brez brade. Vsaj na uni fotki, ki zgleda. No, uni edini, a veš, da uni edini. Ja, točno. Tako da bi rekel, da mora biti sama pa čudno frizura na uni eni sliki, ki jo, ja. Okay, to je fair enough. Ne, ampak tako, ki se mi zdi, mislim, te šalce so ena, zato sem tisk, prej, ko so se pogovarjali, da rata brez veze, a veš. Se zdi, da so ena taka stvar, ki lepo nosi to linijo, da funkcionira, a veš. Pa ne vem zakaj, jaz si predstavljam, da veš, en bi lahko Ivana, kakršnega koli narisal za našalco, je lahko 17.235 milijonov, a veš, permutacij tega, ne. Ja. Veš, pa ta tvoja dejansko kul izpade, zdaj ne vem zakaj. Jaz tudi ne vem zakaj. Mislim, iskren, veš, to so, veš, glik ti ta neotipljive zadeve, veš, ampak zato sem da vprašal, veš, ker si pa ti, ker si naredila, jaz ne vem, čez koliko verzij si šla, da je bil ta zadnji Ivan. Kaj pa jaz vem? Joj, ne vem, ta zadnji Ivan sem, a veš, kakšni padejo ven? Ivan recimo je padel ven, ne? A veš, kakšni so pa taki, ne vem, da jih merišeš pa 6-krat, ali pa nisi zadovoljen, ali pa, ne vem, veš, da delam tega Franca v Cisi, ne, pa ga imam, a veš, tle je Franc, ki je star 25 let, a veš, ko ne zgleda tako od vikingov, a veš, ko je že on Travis. Ja, ne, ampak dejansko. Pa potem Kajzer, ki je bil star, ne, a veš, in potem, da sem se odločila, ker je Kajzerja, a veš, vine tu, jaz sem tudi risala, ne vem, tam zgleda, veš, gor zgleda ka morilc, ne. Ja. A veš, tle zgleda pa ka Brad Pitt, ne, pa sem mogla pa na koncu, pa se pa bolj med tem odločam, a veš,
No, zdaj mečem, ja, a veš, mislim, veš kaj je fora, ker na eni točki ti rečeš, ta verzija bo šla pa na šalco. Ja, veš, včasih, da tako narišeš, recimo tam je bil fulep, sem nekako mi ni bil kul, ne. Prelep je bil, ali kaj, veš, včasih, pa vse ponavadi, veš, tako, ker recimo, meni se zdi, da sem recimo Julijo, da sem zafrkana, ne, imela sem narisano... Kaj to pomeni? Čak, se ti jo pokazala, sam nimam noben. Moja Julija je taka ful lepa, ne, taka Prešernova muza in je res ful lepa. Imela sem jo na skici narisano tako, ki je bila malo sitno, malo debelo, malo okroglolično, a veš, tako, ki si jo res videl, da je malo kiselkasta, ne. In je potem moja mami, omenjam jo, zdaj jo omenjam, mami. Okay. Ja. In je potem mati rekla, da bi res rada videla, da je Julija lepa in potem sem jo šla narisati ful lepo in sem žalostna. Ker ni true. Ja, ne, pa se je taka luška, ne, sam ni mi toliko kulska, veš, to, kar pa ti rečeš, tebi tudi recimo Julija ti ne potegnila, zdaj tako, kar ti jo pokazala, bi rekel, moja, boh. Ja, da ni... Ni ehte, nima ungar. Že ne se kval, kako je to. Ja, ti, ki si bila v Parizu, to je edina francoska stvar, ki jo znam, pa še to sem zihar narobe rekel. Ja, nič, da ti gre. Ne, ampak to, veš, ampak ta odločanje, a ti je, mislim, tako, pol enkrat, ki jo vidiš, veš in nimaš. Ja, si ti tudi vidiš, si ti tudi, kad bereš tekste za sabo, ti je totalno jasno, kdaj si naredil ful dobrega, kdaj je pa korekten, ali pa kdaj je pa za usmetine. Si isto. Ok, se to, ampak je isto, veš, jaz ne vem, mislim, ker se mi zdi, čim je neki vizualnega, ne, tako, veš, čim je neki, ker se mi zdi, da tekste, recimo, ne, pa tudi je čisto svoja štimunga, pa video je čisto svoja štimunga, ne, recimo. Ampak to, ki je pa ta statična zadeva, sploh pa, kaj gre na objekt, veš, sploh čim je ta nek industrijski oblikovanje zraven, ne, se mi pa zdi, da je tako, meni zgleda, da je težje odločiti se za končno varianto odločiti. Zato, ker imaš ful vpliva na to. A veš, ti, če nekaj posnamaš ali pa nekaj napišeš, ne, ali so neki roki, ali si pač tako posnel, pa boš iz tega nekaj naredil. Veš, kaj hočem reči to? A veš... Ja, pa si tle je isto, tako v resnici je tako, točno veš, da če naš v četrtka zvečer tega ugledal, ne, a veš, da potem tega do januarja ne boš dobil in glede na to, da si se to lotil šele v četrtek po kosilu, ne. Ja, je neki popadl, ne. Nedvomno pomaga to, da nimaš zdaj cel življenje časa za to. Pa vedno si reče, zakaj nisem začel. Ko bi šele imel en dan. To je moja mantra v življenju. Nekaj pa to, kako bi bilo fino, če bi bil med četrtkom pa petkom še en dan. Še en dan, ja, nov dan v tednu. Ampak ga nimajo vsi, veš, za tega, da ni prekoriščen, ne. Ta je tak, samo za tega, da jaz popedenam tam, ka zamujam. Ta je on gum, ki ga lahko pritisneš. To se nam nikoli zgodilo. Ampak, neke omejitve morajo biti očitno. Ampak ti si zdaj načeloma, kaj prodajaš to v Sloveniji, pa bral sem, da tudi na Hrvaškem, ne? Šalce. Ja, na Hrvaškem prodajam tega tako bolj malo v resnici. Nekaj se sicer menim, da bi šla v neko njihovo verigo, ampak verjamem, da se bo s tem kaj naredil. Vedno prodajam tudi malo v Avstriji, se pravi, da imam tam neke 2 trgovini, ki od mene več ali manj redno jemljate, ne? Aha. Zelo rada bi prišla v Nemčijo in zdaj na tem delam tako ful. Aha, Kaiser. Okay. It's all starting to... Ja, okay. It's all Some Einstein, please, for you. Okay, fair enough, ja, okay. Ne, ampak, no, tudi ta del me pa tako zanima, ne. Net, pa kvečem klepol pomaga, ne. Ja, to pa res pomaga, ja. Ja, sam bi bilo recimo fino, če bi si jaz to popedenila, recimo, ne vem, če hočeš imeti neko prezenco, bilo fajn, recimo, da bi imela internetno stran, ki bi bila res to. Ne, jaz bom imela internetno stran, ki bo fenomenalna, stran, ki bo končana. Ne? Tako zdaj je... Vse to vsak reče, jaz sem te... Pri temu ne, ker jaz sem jih... Jaz točno vem, kako je to. In te sajti, to je... Zato je meni fajn pri aparatusu, ki je moja, ki hočem kaj popraviti, mi treba... Pa ki veš samo, ker ne moreš, na nobenega ne čakaš. Točno to, ne, ker drugače je to cela procedura. Ne. Ampak ja, ne, tako, a ta tujina se ti zdi, več kot očitno ti je pač pomembna, ampak si šla pa tako na eni točki tudi zavestno. Ja, to je bilo pa pišu, ker to je pa ta prisila tega majhnega trga, veš, pa tega, da jaz zdaj delam ful drugih stvari še zaradi tega, da lahko to delam. Ja. A veš, zdaj ni to tako, da bi samo imam nek plačo od tega, ampak
A veš, bi pa zelo težko si zdaj rekla, res si želim še kaj drugega delati. Imela bi in kuhinjske krpe, in zvezke, in postelino, in milijon pičkarač, ki jih ne morem narediti, zaradi tega, ker nikoli nimam denarja. A veš, najlažji mi je ta produkt proba če kam spraviti, ne, ja. A veš, potem se mi bo toliko naredilo, da bom lahko še kaj drugega naredila, ker če pa ne bom tega naredila, potem pa... Ja, valjda, ja. Ne pa sam hvataš krivine cel cajt, ne, rečem. Ja, pa a veš, zdaj to tako Slovenija je majhna, ne, pa zdaj, če je to letos tako kao okol, čez 3 leta bo to že vsem, Polona še zmer črno-bele stvari riše, ali kaj. Ja, ampak a se ti zdi, da je ta, a veš, da je ta miselnost sploh, jaz si to recimo v 90-ih zelo težko predstavljam, da bi sploh folk tako razmišljal. Ali da bi imel neki, ki v Sloveniji, recimo, vsaj malo ratal, ne? Ja. A veš, tako, da bi sploh razmišljal, da se zdaj pa Nemčija. A veš, a se zdi, da je to takrat sploh bilo realno, ali, a veš, tako res čiste pražam, če se lahko postavi... Še zdaj ne mislim, da je realno, ampak veš, meni je tako... fantazija. Ampak po drugi strani je pa tako, veš, tudi 2 štacune v Avstriji sta neki, mislim, to ni... Ja, čisto hudo je to, ja, sem važna, da nizam kamera, veš, ta prvič, ko to pošleš, to tako ven, hodiš nakol po vsem paratu, pa zdaj prodajam. Ja. A veš, na Dunaju. Ja. Sapol, ja, ampak okej, ker pa četrt paket gor pošleš, je pa že tako, to legit, ne? Ja, ta četrt paket je pa že tako mater, ampak naročajo pa res na 2 meseca, ne? Lobi vam več. Ne, sem, kaj z njimi šlovajzeri. A pol glede Kajzerja, pa Einsteina, to si že odgovorila, ne? Da pač ja, okej, boš pa pač lokalizirala za njih, nekaj Ivan tam nič ne pomeni, tam je samo en model z brki. Ja, Ivana sigurno ne bom tja pelala, pa Franceta, pa Julije tudi ne, ostale pa po moje bom, mislim, tega mojega Štefa bom sigurno tja pelala, ne? Ja. To se mi zdi cool. Dar se Vineto tudi v končni fazi, ne? Ja, Vineto gre prav k njim, a veš, ampak kar imajo, veš, tukaj v Sloveniji poznajo samo neke določene generacije, ne? Ti ga recimo Vineto nisi bral. Ne, ampak stric je full fan, zato vem, iskreno. Kaj mi v zbirko doma, ta zeleno. Ja, ta zelene, ja, fair enough. Neč sem jih dal prvo, ampak videl sem jih. Tako da ja, dejansko imam strica, ki je full fan Vineto. Še res, to je zdaj random, ampak dejansko, zato vem. Ampak kako si pa pol pač do Kajzerja prišla, pa to, a pač... Ker lani smo bili na Dunaju, veš, pa ta Sisi, ne, se mi zdela taka zelo nabrita, zaradi tega, ker ona je res malo štrlela ven, ne, veš, imela tudi tako, biografije bom začela brati. Od letos naprej bom ful biografij brala, ker se mi zdi, da je to potem enkrat, ko se ti ne da več brati kriminalk, pa ljubivnih romanov, da so biografije, da ti, ne vem, glavno. Sisi se mi zdi, da je imela tako zelo zanimivo zgodovino in da je bila čisto nabrita in ful enih takih hecnih stvari se zgodili in res je štrlela ven in potem je bila Sisi in potem valjda se mi je zdela, veš, da jim moram Franca zraven, ja. Se tle kakšne brke je imel, no. Mislim, da te najbolj hvaležni brki je. Ja, prvi brk je Avstro-Ogrska. Ja. Sveta, po moje, na uni točki, ampak okej. Sploh ta varianta, ki je za listcami skupaj. Ne, pa tako, ta buldoga, veš. Trudili so se, dejansko so se trudili. Pa sem še ta zadnja stvar. Tako, a to, ki si rekla, da bi še druge stvari delala, ne? Zvezke, pa vse živo, ne? Pa vse, pa goblene. Goblen bi ful rada imela, svoj polona, goblen. A veš, koliko bi mi to trgal? Ja, ne, pa se hvala Bogu, ne, pa se meni je to fajn, da se sploh, veš. Ampak, pa sem to, no, šalce pa dejansko zato, ker si bila v Ikeji, so šalce pa prve. Ja. To je, okej. Pa to meni, v bistvu, ful dober odgovor. A ti je ful dober odgovor? Ne, zato ker je... Ne, pa se lahko tudi kaj konceptualnega povem na to temo. Ne, ampak ne, dejansko ne. Ok, ja, Ivan Kava, glavnem, ok, ne povedati tega. Ne, ampak mi je cool mi je, da je ta pač da je Ikeja tako... Da je ta potrošniški moment. Ja, ki se, mislim, da se počaja, ja, nič narobe s tem. Tudi v Ikeji se inspiriramo. Ja, očitno, kar je fair enough. Tako da, meni je tam včasih zelo lepe stvari, tako da, ja. Ja, ok, pa zdaj, ne, greva pa na ta del spraševanja, ki je tebi najljubši, sprav to je strojna programska oprema. Zdaj začela bova strojno, to samo pomeni, da poveš, kaj uporabljaš. A kjer računalnik imam? Kjer komp imaš, pa ovakom? Ok, računalnik imam jabučka, tabelicga. iMac-a ta velika. Ja, iMac-a ta velika, ampak ne vem točno, koliko je inčen, ampak je velik pa nov.
Ja, se vidim, kaj je tenek. Pa še kredit je zadnji. Za tega verjamem. Ja. To, ful mi je dobro, ker imam brezžično tipkovnico, ker je tudi prva, pa miško. A pa dejansko tole, kar vidim, da imaš Magic Mouse uporabljaš in ne obolevaš. Ne, to je. Res ti je v redu. Ja, okay. Super je. Prašam. Ne, to je super. Ampak itak ful velikrat, veš, delam s svinčnikom na Wacomu, to je pa mislim, da je to ta bambu, če se namotam. Ja, mislim, da so bambu neki. Ne, Intuos. Ja, bambu so to poceni, kao, niso. Ne vem. Ne vem, kako je to. Mislim, da ta je Intuos in potem kar še uporabljam, da je skener. In brez telefona ne bi mogla živeti. Telefon imam pa iPhone, ampak čakaj. Pokaž, da je sam tako, da ga 5S je tole. Ni S, ki ima krogac okoli. 5S je to. Zih, ki ima senzorček za prstni vtis. Ma, ne? Ok, 5. Ja, čaj dima. No, to je moj najboljši prijatelj. In doma imam še za brati revije, še iPad in to je kar se konča. Kjer ga iPada? To je čisto starega. Ja, to prvo? Ja, čisto debelga. Ja, debelga, težkega, ki ga imam itak sam zaradi tega, da si cajten ga downloadam. Pa, ne PDF-je ogromne in to je to. Kaj imajo, vem, ti se grozen, ker tako vem, ti fer je 500 mega, zakaj, ampak pa če je, okej. Ja, pa če bojo full linkov noter. To je res, ne moreš, to ni, vse. V glavnem, pa programi, tako, api na v čemu rišeš? Photoshopu. Ilustratorja obvladam zelo slabo, InDesign znam tako, ne vem, 3 stvari. Tako da večinoma delam v Photoshopu, zaradi tega, ker to z layerji mi je super skrb zlagati, in potem je to v bistvu edina stvar, ki sem se jo resno naučila uporabljati. V krivuljah, risba iz krivulj mi ni fina in zaradi tega potem se tudi nikoli nisem šla učiti, tako da takrat, kadar moram kaj, veš, za potrebe tiskanja v krivulje vršt, to sem se naučila, ampak imam tam nekje napisan, kako se. Ja, kva poklikati. Ja. Ne, pa vse to, kaj te vektorčki, pa to je, ja, okej. Ne, pa tam nekaj premakneš, pa vse, kar začne bežati. Ja, ni, ne. Ja, ni pol ta prostoročno, se malo zgubi, ne, več ali manj, ne. Dobar, je fino, tisti, ki to znajo, so zelo dobri v tem, mentori smo bliz. Tako da to je od elektronke to. Ok, kaj pa api na telefonu, imaš kakšne? To še zmerno vprašam. Čakaj. Uporabljam banko. Banko. Pa Dropbox redno. Ok, pa Instagram res velik. Ok. Se lahko je to. Prejšnjega tedna imam števc korakov. Ja, odlično. Odlično. In to je to. Ok, fair enough, sej. Nad slavega. Potem je pa še moje zadnje vprašanje, ki je tudi vedno isto. Ja, ena stvar, ki ni človek, sprav ne mora biti mati ali pa babi. Ja. Sprav stvar, ki si jo imela, lahko jo še imaš, ki je naredila vtis na tvoje življenje, oziroma je bila narejena zate. Če bi mogla eno stvar izpostaviti, kaj bi to bilo? Ampak lahko je generično ime. Lahko je generično ime. Okay. Knjiga. Ja, tako, prav knjiga na splošno. Prav knjiga na splošno, brez knjige. Pa fizična, ne Kindle, pa to ti si Ja, fizična, pa tako pa z lepo naslovko, ampak ja, tako mislim, da se knjigi so pa res se ne bi, raje bi se odpovedala šalcem k knjigam. No. A res? Ja, da bi šlo z mojega življenja, da bi zginile šalce, ali pa knjige, šalce šu. Takoj. Pa dej eno reč, kjera je tvoja knjiga? Zih imaš tvojo knjigo. Kaj je tvoja knjiga? Pa to so zdaj, to gre tako po obdobjih. Pa dej, lej. Zdaj v tem trenutku imam blihu žalostno obdobje, ki mi nobena knjiga, a veš, ni tako, da bi mi kaj dajala. Sicer pa sigurno so bile te knjige, ne vem, recimo, Štoparski vodič po galaksiji Vinetu. Ja. A veš, Vinetu moralni vodnik v mladih letih. Štoparski vodič, ki te nauči humorja. Najboljša knjiga, ki sem jo recimo brala letos poleti, je bila ta, čakaj, si ni Brbljave nune, ampak je Agnus Nutter the Witch. Tvoj Boštjan jo je prevedel v slovenščino, mislim, da je naslov Dobra znamenja. To je bila pa res najboljša knjiga letos, tok hecen. Ok. No, evo, to je bila najboljša knjiga letos. To zdaj pižama zdaj si posluša in skimuje. Tu sem v fajn, da si ga omela in skimuje z glavo, da jaz ne vem, zakaj se gre. To je, zdaj sem kar van valil s tem, da na to upozorim. Tako da, Polona, najlepša hvala. Lika si bila v aparatu. Hvala. Hvala ti.
Tole je bila 87. epizoda Aparatusa. Polona njene šalce na netu lahko najdete na polona.com. Jaz sem na Twitterju afna.anzet, mi lahko tam težite oziroma mi pošljete mail na anze@aparatus.si. Še enkrat pa ena velika zahvala vsem, ki ste že podprli Aparatus in unim, ki to še boste naredili, to pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. Evo, to je na naslednjič to. Hvala, ki ste poslušali. Čau.